Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dober dan in dobrodošli v predvolilni oddaji pred evropskimi parlamentarnimi volitvami, ki se bodo zgodile 26. maja, torej prihodnji konec tedna. V naši tokratni oddaji bomo predstavili kandidatko na teh volitvah na skupni listi Slovenske demokratske stranke ter Slovenske ljudske stranke, Alenko Forte. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Torej ste kandidatka, kot že rečeno, na skupni listi. Ta lista se nahaja pod številko 9, vaše ime pa pod številko 6. Sicer pa ste doktorica medicine. Trenutno kot direktorica vodite medicinski center Helix v Trbovljah, ki ste ga ustanovili leta 2004. V zdravstvu imate izjemno veliko izkušenj, več kot 30 let že delujete tam. Ste pa tudi politično že kar dolgo aktivni. 3-krat ste kandidirali za poslanko v državnem zboru, 2-krat za županjo Trbovelj. V zadnjih 3 mandatih ste članica občinskega sveta v Trbovljah, že drugi mandat podpredsednica sveta Slovenske demokratske stranke in pri tem svetu tudi predsednica odbora za zdravje. Mogoče takole na kratko nekaj o vaši poklicni in pa tudi politični karieri. Kot sem že dejal, ste zapisani v zdravstvu, na nek način pa lahko rečemo že kar dolgo tudi politiki. Zakaj pravzaprav odločitev, da se kot doktorica medicine, specialistka interne medicine odločite tudi za politično udejstvovanje? Kakšni so razlogi, ki so vas pripeljali do tega? Ja, hvala za to vprašanje. To je zelo pogosto vprašanje, ampak jaz vedno odgovarjam, da zdravnik, ki živi in diha s svojimi bolniki, ne more ostati apolitičen. Torej, okolje, v katerem živiš, stiske ljudi, s katerimi se ukvarjaš, okolje tudi naravno in ta huda demografija, ki jo kot zdravnik vedno znova naletiš, to vpliva seveda na tvoje razmišljanje. In nek trenutek, ampak točno določen trenutek, ko se je pred 11 leti rodila moja prva vnukinja, me je to okolje, z katerega izhajam, torej Trbovlje, z vsemi svojimi okoljskimi problemi, spodbudilo, da pa vendarle lahko mogoče več naredim kot samo zdravnik, pod narekovaju. Torej, takrat sem se podala lokalno, pridružila sem se tudi civilnemu gibanja za boljše okolje v Zasavju in Trbovljah in seveda tako nekako postaneš širše prepoznaven, politika lokalna je postala name pozorna, povabili so me k sodelovanju in sem takrat že 2008 prvič kandidirala. Torej, mislim, da ob poznavanju in izhajanju iz nekega okolja in občutljivosti za te probleme okolja in ljudi, pravzaprav to je mene oblikovalo in sem se odločila, da pač nekaj energije oziroma veliko energije namenim tudi temu delu. Torej, moje poklicno delo in ta zdravstvena politika sta pač dve stvari, ki mene determinirata. Torej, mislim, da kot človek, ki poznam te probleme, ki poznam širše slovenske probleme, ki jih imamo na marsikaterem področju, pretežno pa v zdravstvu, pripelje do tega razmišljanja, sodelovanja in poskusa sooblikovanja neke politike, ki bo recimo za področje zdravstva ali pa starejše populacije tudi prineslo neko dobrobit tudi za Slovenijo. To sem se trudila že sedaj, ko sem pomagala oblikovati program Slovenske demokratske stranke za državnozborske volitve v letu 2018 in nekako je vodstvo stranke precenilo, da pravzaprav bi iz tega, kar počnem in kako počnem, bila tudi primeren kandidat in sem seveda počaščena, da sem na skupni listi Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke. Torej, če ste doslej nekako, kar se politike tiče, delovali najprej na lokalnem, potem na državnem nivoju, se zdaj podajate tudi na evropski parket, če lahko malce pošportno se izrazim. Ja, mislim, da je za nas Slovence zelo pomembno, da imamo v Evropskem parlamentu takšne predstavnike, ki bodo
se zauzemali za tiste politike, ki bojo nam Slovencem prinesle največje dobrobit. Torej, Slovenija je v času, ko je članica Evropske unije, naredila napredek, čeprav mogoče zadnja leta ne napreduje tako, kot bi si želeli. Vemo, da žal Slovenija preslabo črpa evropska sredstva, za kar pa ni kriva Evropa, vendar pa naša državna politika. Torej, projekti in usmeritve morajo biti seveda najprej na državni ravni in potem seveda tudi na lokalni ravni. Ampak kljub temu mislim, da je Slovenija naredila veliko projektov z sofinanciranjem iz evropskih sredstev. Praktično vsako mesto. Od izboljševanja infrastrukture, se pravi čistilnih naprav, do sanacije starih zgradb. Celje se je krasno razvilo. Tudi pri nas v Zasavju Zagorska občina je krasen napredek naredila s pomočjo teh evropskih sredstev. Nekateri so bolj uspešni, drugi manj, a ne? Če gremo zdaj pa od tega stran, kaj je Slovenija pridobila tudi z pomočjo evropskih nepovratnih sredstev? Bom rekla, kar tudi nek razvoj kmetijstva. Potem veliko je bilo finančnih sredstev iz socialnih skladov, za pomoč mladim, za prvo zaposlitev. Ta start-up podjetja, ki jih danes poznamo, so tudi sofinancirana. Potem tudi neka finančna sredstva za izobraževanje starejših, ko so recimo izgubili službo in se dokvalificirajo, da bi vendarle po starosti 50-55 let se znova zaposlili. Mislim, da so to pomembni poudarki, kako nam Evropska unija pomaga pri našem razvoju. Seveda je pa na nas, na sami državi, da pripravlja projekte in čim bolje izkorišča ta sredstva. Torej, v tem 7-letnem obdobju smo žal menda šele počrpali 20%, kar je pa izredna škoda. Slovenija od leta 2004 polnopravna članica Evropske unije. Že ste nekaj rekli o prednostih, priložnostih, ki nam jih Evropa ponuja, pa vas bom vprašal takole, se vam zdi, da je življenje v Evropski uniji Slovenkam in Slovencem v glavnem prineslo tisto, kar so si želeli, kar so pričakovali, oziroma živimo zdaj v tem obdobju bolje, kot smo prej? Mislim, da nedvomno se je blagostanje Slovencev v dobršni meri izboljšali. Stopnja brezposelnosti se je zmanjšala, gospodarstvo je vendarle v razcvetu, Slovenija je neto izvoznica, torej evropski trg je za Slovenijo izredno pomemben. Tako da jaz mislim, da na tem področju lahko samo zasledujemo, da še več pridobimo teh sredstev. Evropa nam je v bistvu pomembna, saj drugače gospodarstvo večino, mislim, da izvozi vendarle v Evropsko unijo. Tako da seveda pa nismo povsem zadovoljni, ne? Evropa se razvija seveda nekje bolje, nekje manj. Če greste vi v Avstrijo, če greste v druge države, je vendarle to materialno blagostanje više, na višjem nivoju. In v bodoče si želimo kot člani Evropske ljudske stranke, da se ta razvoj bolj uravnoteži, torej da bodo članice dosegle približno enak nivo, da tiste, ki so manj razvite, za nepovratnimi evropskimi sredstvi dosežejo hitreje neko evropsko povprečje. In tukaj tudi Slovenija še ni dosegla evropskega povprečja, čeprav smo leta 2008, ko je tudi Slovenija predsedovala Evropski uniji, takrat smo imeli krasen, takrat smo bili po razvoju in napredku peti, danes smo pa žal od ozadaj peti. Torej Slovenija se je upočasnila, malo zaradi slabega obvladovanja finančne krize smo imeli, malo pa tudi verjetno zaradi nespretnosti zadnjih vlad v teh zadnjih 10 letih. Torej, jaz si želim, da bi v bodoče mi postali enako razviti kot je Evropa, da bo Evropa v bodoče nudila možnost varnega bivanja, da bo ta pereča kriza teh ilegalnih migracij se zaustavila, da bo Evropa našla skupno politiko na področju notranje varnosti in, bom rekla, kontrole in nadzora nad temi ilegalnimi migracijami. To je velik izziv za bodočo Evropo, enako kot sorazmerno enak razvoj, se pravi juga, zahoda, severa in vzhoda. Torej vse države, da se bodo enakomerno, da bomo čvrsti. Na nek način govorite o decentralizaciji, podobno kot tudi v Sloveniji velikokrat slišimo, da bi se nekatera območja morala približati recimo Ljubljani. Ne, Evropa teži k temu, da se manj razvite regije, da so samostojne, ampak da se bolje razvijajo. In v naslednji perspektivi so prav velika, znatna sredstva namenjena temu, da se določene regije specializirajo in da naredijo nek preboj, da se izboljšujejo.
Tukaj so zelo pomembne investicije in tudi priložnost za Slovenijo, da se na področju teh inovacij, tehnoloških in visoke tehnologije razvija. Tukaj bodo izdatna sredstva namenjena in mislim, da je tukaj krasna priložnost za Slovenijo. Slovenija ima vrhunske inštitucije. Inštitucija Jožef Štefan z področja zdravstva, Soča, URI, se pravi ta univerzitetni rehabilitacijski center. In tukaj na tem področju vidim možnost nekega sodelovanja in razvijanja nekih novejših tehnologij, recimo ravno na področju invalidnosti oseb, ki imajo izgube udov. Tukaj je na pohodu bionika in zakaj se ne bi Slovenija vrhunsko razvila v to smer in s tem pridobimo delovna mesta, pridobimo ugled in mislim, da je takšne priložnosti Slovenija ne bi smela izpustiti iz rok. Je pa seveda tudi na poslancih, da so tukaj interaktivni, torej poslanec mora vedno zastopati in imeti pred očmi interes svoje države, koga zastopa, kaj lahko on kot za državo največ naredi, katere politike bo pomagal sooblikovati. Torej to povezovanje v bodoče mora biti še čvrstejše zato, da recimo Slovenija naredi največ, kar lahko na tem področju. In če greva na področje zdravstva, Slovenija je res da naredila lep napredek, ampak na področju zdravstva, pa odkar smo samostojna država, pravzaprav nazadujemo. Mi nismo prevzeli nobenih dobrih evropskih praks in modelov, ki bi pomagali slovensko zdravstvo izboljšati. In tudi tukaj vidim moj izziv, da to je vaše področje. Moje področje in to je tisto področje, kjer bom najbolj angažirana. Saj poglejte, kaj pa nas danes pretresa. Hude čakalne dobe, korupcija, če greva samo na področje zdravstva. Seveda tudi pravosodje ni pravo pravosodje in še druge. Korupcija je vse posod zalezena, vse pore družbe. In smo tukaj res, to nam ni v čast, Sloveniji. Ampak za področje zdravstva preprosto ne moremo pogledati in prevzeti dobrih evropskih praks, ki bi našim državljanom pomenile večjo dostopnost do zdravstva in da bi se dejansko izvajalo javno zdravstvo. Žal, smo že nek hip razvijali neko bolj razgibano, se pravi kompetitivno tudi zdravstvo, s koncesionarji, zasebnimi centri, ampak zdaj pa gremo vzvratno, čezdalje bolj proti nekemu državnemu zdravstvu, kar pa ni dobro, kar tudi vidimo na rezultatih, na izgubah, na načinu poslovanja javnih zavodov in mi bi mogli tukaj postati pragmatični in prenesti najboljše evropske prakse tudi v naš zdravstveni sistem. In to bo moja prioritetna naloga. Potem pa, ker se dosti ukvarjam tudi z starejšimi bolniki, z geriatrijo in poznam probleme starostnikov, torej mi imamo eno najslabših demografij v Evropi. Po deležu starejših nad 65 let smo v špici same Evrope in tukaj pred nami stojijo gromozanski izzivi in spet evropske države so že razvile dobre modele. In tudi tukaj vidim svojo priložnost in tudi obvezo, da te dobre prakse reševanja, kako postaviti dobro dolgotrajno skrbo, kako postaviti financiranje, kako dolgoročno postaviti prave kadre, kakšna orodja je treba imeti, da bomo to dobro reševali. In tudi tukaj vidim, da je to moja druga najpomembnejša naloga, kolikor bom izvoljena v Evropski parlament. Če boste izvoljeni, boste seveda postali del parlamentarne skupine Evropske ljudske stranke, vse skozi vi pa seveda tudi vaši kolegi, ki kandidirajo na tej skupni listi, poudarjajo, da je pomembno, da bi Evropska ljudska stranka bila močna, številčno zastopana v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta. Zakaj je to tako pomembno za nadaljnji razvoj Evrope, pa na nek način tudi Slovenije? Evropska ljudska stranka ima v svojem programu zaveze, kako stabilizirati notranje Evropo, kako zagotoviti varnost naših državljanov Evropske unije, kako pristopiti skupno politiko k tem ilegalnim migracijam, da bo to nadzorovano. Torej, pomembno je, da so seveda tudi projekti, ki krepijo regije in tukaj so projekti v Evropski ljudski stranki postavljeni. In to se mi zdi izredno pomembno, da pač je močna stranka, ki bo zagotavljala notranjo varnost, zunanjo varnost, razvoj in blagostanje vseh članic in pa seveda, ki je zavezana predvsem evropskemu človeku,
se pravi evropskim vrednotam, evropski kulturi. Nihče ne sme govoriti, da smo, kar nas rada levica opredeljuje, da smo nacionalisti ali kako drugače. Glejte, vsaka država, vsaka družina mora najprej poskrbeti za svoje otroke, a ne? Vsaka država mora poskrbeti za svoje prebivalce. Najprej, seveda, ko pa si ti to naredil, je pa prav, da si human, da nudiš pomoč drugim, ki potrebujejo pomoč. Vendar to ne pomeni, a ne, da lahko doživimo še enkrat tak dogodek, kot je bilo 2015. Skrajno me je prizadelo, ko si gledal vse te otroke, te ženske, te starce, ki so se podali na to katastrofalno pot. In to je nevzdržno. Ljudem je treba pomagati, ampak tam, kjer so oni doma, od kjer izhajajo. In to je tudi v bodoče politika Evropske ljudske stranke. Pomagati z nekimi razvojnimi projekti v deželah, kjer ljudje nimajo dobrega ekonomskega statusa, vendar je v tej masi ljudi najmanj tistih, ki iščejo azil zaradi političnega preganjanja. Največ je pa bilo ekonomskih migrantov. In tukaj mora pravzaprav Evropa postaviti nek Marshallov plan za vse te oddaljene dežele, ki potrebujejo pomoč tako v financah, kot tudi v drugih spodbudah znanju. Tako da zaradi tega mora biti Evropska ljudska stranka močna, ker bo zagotavljala mir v Evropi, razvoj v Evropi in bo tudi pomagala razvijati v teh deželah, da se ljudje tam ekonomsko ustalijo in da bo tudi tam življenje dostojno. Časno je malce preganja, pa vendarle ob koncu vprašanje, kakšno Evropo si pravzaprav želimo Slovenci v prihodnjih letih in kaj lahko tu poslanci, ki bodo izvoljeni v Sloveniji, naredijo oziroma pripomorajo v Evropskem parlamentu? Pravzaprav, kar smo že do zdaj povedali, želimo Evropo miru, Evropo enakih priložnosti, kjer bomo vsi narodi in države enakovredni, tako da bomo vsi tudi državljani Evrope enakovredni. Ne želimo Evrope dve hitrosti, želimo, da bomo delež nepovratnih sredstev čim bolje izčrpali, da se razvijamo in da po tej lestvici razvitosti, da se čim prej približamo povprečju in zakaj ne bi postali spet nadpovprečni, kot smo bili mogoče leta 2008. Želite pa si tudi dobre volilne udeležbe, ne samo vi, ampak pravzaprav si jo želijo vsi kandidati, ki kandidirajo na teh evropskih volitvah. Zakaj je pomembno, da je udeležba čim višja? Ponavadi na praktično vseh zadnjih volitvah smo nekako ugotavljali, da na žalost udeležba ni bila takšna, kot bi si vsi skupaj želeli. Seveda, žal, Slovenija je med slabšimi. Nazadnje je bilo nekje okrog 24% volilne udeležbe. Glejte, vsak glas šteje, vsak glas posameznika, zato da se izvoli tiste zastopnike, ki bodo v Sloveniji, v Evropi zagovarjali interes Slovenije. Čim bolje. Se pravi, interes Slovenije zastopati v Evropski uniji. To je prioriteta. In zato bi jaz želela vse naše gledalce povabiti na volitve 26. maja. In ker te dni obeležujemo tudi 30. obletnico Majniške deklaracije, dovolite, da nekaj povem še v tem zvezi. Torej, leta 1989 je bilo izjemno pomembno, ker smo takrat sprejeli to deklaracijo. Sprejeli smo, da bo država Slovenija temeljila na spoštovanju človekovih pravic, na demokraciji in političnem pluralizmu. Država, ki bo z ureditvijo zagotavljala blagostanje vseh državljanov. In danes, po 30 letih, ko bolje živimo, ko živimo pravzaprav v demokratični državi, in se samostojno odločamo o svoji prihodnosti, pa je vendarle še vedno potrebno pokazati pogum in skrbeti za slovenski narod in državo, za njen položaj in veljavo v svetu in v vseh mednarodnih povezavah, še zlasti v Evropski uniji. In to vizionarstvo, ki smo ga imeli leta 1989, moramo negovati in vzdrževati še naprej. Torej, v naših prihodnjih prizadevanjih, lokalnih, nacionalnih in evropskih, pa nas še vedno navdihujejo te izrečene zapisane besede. Gre za ljubezen in skrb za naš slovenski narod. Kot samostojna država si je Slovenija utrla pot v skupino najrazvitejših držav v Evropi, tudi v okviru evropskih inštitucij. Zato vas res na koncu vse vabim, da izkoristite priložnost, ki jo imate kot slovenski in evropski državljani.
da se udeležite evropskih volitev in neposredno oblikujete prihodnost Evropske unije, predvsem pa prihodnost naše države. Zahvaljujem se za vašo pozornost. Sem Alenka Forte, kandidatka na listi številka 9, torej na skupni listi SDS in SLS. Če sem vas mogoče prepričala, me lahko z preferenčnim glasom pomagate do izvolitev v Evropski parlament, sem pod številko 6. Hvala lepa. Hvala, gospa Alenka Forte, za obisk v našem studiu. Uspešen nastop seveda želimo na letošnjih evropskih volitvah. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem pa tudi zaključujemo nocojšnjo predvolilno oddajo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in nasvidenje do naših prihodnjih druženj. Lepo se imejte in lahko noč.